Ja, lep pozdrav, dobrodošli v A1 webinarju. Moje ime je Vladimir Ban, prihajam iz podjetja A1 Slovenija, konkretno iz oddelka ICT distribucija. Mogoče za tiste, ki nas ne poznate tako dobro, kratka predstavitev. V oddelku A1 distribucija skrbimo za razvoj in obvladovanje sodobnih varnostnih rešitev in storitev. In te rešitve, storitve se potem direktno ali pa indirektno rezultirajo v storitvah, ki jih na trgu ponuja A1 Slovenija ali pa naši poslovni partnerji v okviru svojih rešitev. Zdaj, sem zelo vesel, da smo za danes izbrali očitno eno zelo aktualno temo, namreč prijavljenih je več kot 200 poslušalcev in vidim, da še prihajajo, tako da kar naprej izvolite, prostora je za vse. Vse skupaj bo trajalo 1 uro, prezentacija moja bo trajala približno 50 do 55 minut, na koncu si bomo pa vzeli še nekaj minut časa za odgovore na vaše vprašanja. Seveda ste vabljeni, da preko chat funkcije tudi vmes svoje vprašanja zastavljate in z veseljem, če se bo le dalo, bom na ta vprašanja odgovoril že med prezentacijo. Vsi udeleženci boste potem tudi predvidoma jutri prejeli video posnetek tega webinarja in pa tudi PDF verzijo prezentacije, v kateri bo celo nekaj več podatkov, kot bomo danes uspeli obdelati, tako da si boste lahko v miru kakšno stvar tudi sami potem pogledali in prebrali. V vsakem primeru pa boste imeli na voljo moje kontaktne podatke in se kadarkoli lahko obrnete na mene in z veseljem, če se bo le dalo, vam bom pomagal. Okay? Tako da predlagam, da se zdaj udobno namestimo, začnemo s prezentacijo in začnemo. Ja, informacijska varnost v času COVID-19 krize. Informacijska varnost ali pa, da bo temu reči po domače, postavljanje ograj pred našimi računalniki, strežniki in podobnimi zadevami je vsekakor pomembna tema in to verjamem, da se vsi strinjamo. Izziv pa nastane, ko spoznamo, da te naše ograje niso nepredušne in da v bistvu okoli njih vedno obstajajo bolj ali manj očitno obhodne poti. Zdaj, vprašanje je, ali imamo dovolj motiva in želje, da te ograje postavimo bolje in da se pomatramo, da te obhodne poti tako ali drugače zminimiziramo. In ta želja in volja je direktno povezana z občutkom ogroženosti. Če bomo verjeli, da smo ogroženi, če bomo verjeli, da vse te grožnje, o katerih dnevno slišimo, se nanašajo tudi na nas, potem bomo to naredili. In mogoče je fino, da na začetku par minut namenimo ravno tem grožnjam. Se pravi, ali smo ogroženi oziroma bolje rečeno, kdo je sploh tisti, ki nas ogroža. Nekateri od vas mogoče boste prepoznali gospoda na tej sliki, to je Kevin Mitnick. On velja za enega najbolj znanih hekerjev, deloval je tam nekje konec 90-ih let v začetku tega tisočletja. V tistem času je prek modema, faksa in ne vem na kakšen način vse vdrl v cel kup enih bank, cel kup enih korporacij in v vsakem primeru je bil Kevin Mitnick takrat zelo, bom rekel, en trn v peti IT strokovnjakom. Zdaj seveda, kar je Kevin naredil, ni prav, in posledično je zaradi tega on tudi nekaj časa potem preživel v zaporu. Ampak Kevin Mitnick ni bil slab človek. Zelo hitro je prešel na pravo stran zakona in danes ga lahko srečamo kot predavatelja, kot svetovalca na raznih varnostnih forumih. In zdaj, če se vrnemo v čas njegovega hekanja, če smo pošteni, lahko rečemo, da takratnim poprečnim uporabnikom interneta ali pa poprečnim podjetjem, srednje velikim, se Kevina ni bilo treba prav nič bati. Kako je pa danes? Danes je pa malo drugače. Današnji Kevini so malo drugačni. Nekaj primerov. Evgenij Mihajlovič Bugačev, razpiti ruski heker, baje povezan in s tajnimi agencijami, Rusami in z mafijo in z rusko mafijo, preko ransomware napadov, ki so bili usmerjeni predvsem v srednja majhna podjetja v Evropi, zaslužil na desetine milijonov evrov. Tukaj ga vidite na sliki s svojo pištolo in svojo mačko in vsekakor ni prijeten gospod. Ali pa recimo Mike iz Nigerije, predvsem postal je znan potem, ker so ga nekaj dni nazaj oziroma nekaj mesecev nazaj aretirali,
preko raznih prevaj, kraje kartic, gesel, identitet, je zaslužil več kot 45 milijonov evrov denarja. In tukaj bi lahko še nadaljevali, skratka, današnji Kevini mitniki so čist nekaj drugega. To so zločinci, to so barabe, to so prevaranti, ki ne samo, da ne bojo oklevali pri zlorabi ali pa napadu na vas in na vaše podjetje, ampak ste vi kot normalni uporabniki, kot povprečni uporabniki, v bistvu njihova primarna tarča. Temu bi lahko dodali cel kup nekih organiziranih kriminalnih skupin, anonimuse, teroristične skupine, malo morje nekih teenage hackerjev, ljudi za polno denarja oziroma polno časa, polno znanja, brez kakršnega občutka, kaj je prav, kaj je narobe. Skratka, zunaj na nas preti ogromna množica nekih nepridipravov in dejstvo je, da grožnje, ki nam jih oni predstavljajo, so resnične, saj smo mi njihova primarna tarča. Da je stvar še celo malo bolj grozna, se je v zadnjih letih ta, bom rekel, okolje kibernetskega kriminala zelo dobro organiziral. In danes je to en zelo dober organiziran trg kriminala. Nastale so tržnice, nastal je Darknet in danes lahko preko teh tržnic vsakdo brez problema za male denarje najame hekerja, vsak heker lahko brez problema unovči vse tisto, kar je tekom dneva nakradel in postavljena je ta direktna vez med tistimi, ki znajo in hočejo, ter tistimi, ki bodo to preko nekih takšnih ali drugačnih kriminalnih dejanj unovčali. In očitno je, da vse te grožnje, o katerih govorimo, niso samo tehnične narave, ampak da se za vsakega od nas nekje zunaj tam skriva tat, palot, baraba, ki ne bo okleval, da nam ukrade tistih nekaj bitcoinov in povzroči neko škodo. Kar se tiče kibernetskega kriminala, se zadnje čase vse vrti samo okoli denarja. Podatki kažejo, da v lanskem letu da je vrednost trga kibernetskega kriminala, če ga tako imenujemo, dosegla skoraj 2000 milijonov dolarjev oziroma 2 trilijona dolarjev. In ta vrednost se bo v naslednjih 2 letih samo še potrojila. Okay. V redu, zdaj pa postavimo v ta kontekst recimo COVID-19 in se vprašamo, situacija je sicer, kar se tiče kibernetskega kriminala, slaba, ampak kaj COVID-19, ki vpliva na ta kriminal, mogoče ga je celo malo zmanjšal. In res je, ko se je ta COVID-19 pričel pojavljati v Evropi, smo mogoče na nekaterih forumih, na nekaterih spletnih strani hekerskih organizacij res zaznali neke izjave v smislu, evo, zaradi COVID-19, da bomo malo nehali napadati, zmanjšali bomo naše napade ali pa mogoče začeli se bomo izogibati bolnic in tako naprej. Ampak to je bil bolj pesek v oči. Namreč, dejstvo je, da organiziran kriminal gleda samo nase in nikakor organiziran kriminal ne bo dopustil, da nek COVID-19 vpliva na njegove posle, celo obratno. Kadarkoli se pojavi nekaj posebnega, kot je recimo COVID-19, bo organiziran kriminal poskrbel, da bo ta situacija šla njemu v prid. In dejstvo je, da kamorkoli se obrnemo, lahko preberemo, da odkar govorimo o COVID-19 krizi, so se kibernetski napadi samo še povečali. Ne vem, če ste opazili, tudi ta vikend je sicer na RTV Slovenija portalu na to temo objavil en kratek prispevek in ste seveda vabljeni, da ga preberete. Zdaj, napadi so različni in COVID-19 v bistvu pomaga prav vsem tipom napadov. Napravi, statistike kažejo, da zaradi COVID-19 imamo več virusov, več malverov, več phishing napadov, več skemov, več napadov na spletna mesta, več vdorov v sisteme. Skratka, COVID-19 ne pomaga, ampak samo še pospešuje varnost. Zdaj, seveda, nimamo dovolj časa, da bi vse poprek zdaj obdelali vse tipe napadov. Tako da dajmo se malo omejiti na določene tipe napade in seveda smiselno se omejiti na tiste napade, ki jih je največ. Kje pa napadalci najraje napadajo? Je tam, kjer je najšibkejši člen. Zakaj bi se matrali, kjer je veriga debela, napadimo tam, kjer je veriga tenka. Kje pa je najšibkejši člen pri varnosti? Nažalost je to najpogosteje pri uporabnikih. Uporabniki predstavljajo najšibkejši člen varnosti informacijskih sistemov. Uporabnike lahko napadamo na različne načine in več ali manj so vsi načini uspešni. Obstaja pa celo en način, ki je daleč najbolj popularen in daleč najbolj
uspešen, to pa je napad preko elektronske pošte. Skratka, pridemo do tega, da statistike kažejo, da preko 90% vseh kibernetskih napadov se nanaša na napade na uporabnike in to preko elektronske pošte. In to vrste napade si bomo danes malo bolj podrobno ogledali. Okay? Če se trenutek vrnemo na razne statistike povezane s COVID-19, ugotovimo naslednje. Te številke so sicer celo že nekaj dni stare, ker segajo v čas, ko sem to prezentacijo pripravljal, ampak danes so te številke kvečjemu samo še večje. Skratka, recimo internet je v času do 10. aprila zaznal skoraj 60.000 na novo registriranih domen, ki so tako ali drugače povezane s COVID-19 problematiko. In po večini so te domene uporabljene v zelo namerne namene. Ali pa če pogledamo recimo statistiko vsebine, vidimo kaj? Vidimo, da recimo seveda na eni strani vidimo ogromno nekih skem napadov, nekih prevar, se pravi napadalci, navadni kriminalci uporabljajo COVID-19 problematiko zato, da probajo prevarati kupce pri nabavi nekih zdravil, neke zaščitne opreme in podobne zadeve. Mogoče nas te napadi to sekundo malo manj zanimajo. Bolj nas zanimajo te kibernetski napadi in recimo v statistiki jasno vidimo, da se te kibernetski napadi tudi pojavljajo. In v resnici gre tukaj za to, da kibernetski napadi sami po sebi niso novi. Se pravi, ponavljajo se stare zgodbe, ponavljajo se vdori v omrežja, ponavljajo se vdori preko kriptovirusov, ponavljajo se vdori preko kraj gesel. Gre samo za to, da napadalci s pridom izkoriščajo COVID-19 tematiko, s pomočjo katere uporabnike samo še dodatno in hitreje zavedajo k klikanju, k odpiranju in k podobnim aktivnostim. Pa ne gre tukaj samo za statistiko napadov, tudi proizvajalci so se odzvali na COVID-19 situacijo. Tukaj je recimo primer VadeSecure. VadeSecure, za tiste, ki ne poznate, je eden vodilnih razvijalcev algoritmov, ki bazirajo na strojnem učenju in ki so namenjeni zaznavanju zlonamerne pošte. Oni so namreč v odgovor na COVID-19 prav posebej za to situacijo razvili funkcionalnost, razvili algoritem, ki njihovim uporabnikom na Office 365 vso elektronsko pošto, ki je tako ali drugače povezana z problematiko koronavirusa, enostavno premaknejo v ločen folder. In na ta način v bistvu minimizirajo možnost, da bi te maili, če so zlonamerni ali če niso, vplivali na delo uporabnikov. Okay? Pa mogoče pogledamo za trenutek, zakaj so te napadi prek elektronske pošte tako uspešni, ali pa če sem malo provokativen, kdo so zdaj glavni, da ne rečem, krivci za take napade. Zdaj, omenili smo že, da so to napadi, ki v bistvu posegajo v najšibkejši člen, to so uporabniki, in zdaj seveda ne moramo mimo tega, da rečemo, ja, seveda del krivde nosijo uporabniki. Če mi ne bi tako hitro in naivno klikali in odpirali in vpisovali gesla, potem te napadi ne bi bili tako uspešni. Ni pa vse na uporabniki, včasih na to pozabimo. Namreč dejstvo je, da če pogledamo sodobne napade, tudi IT sistemi zaostajajo za tistim, kar bi morali izvajati. IT sistemi imajo danes cel kup enih izzivov, cel kup enih omejitev, zaradi katerih težko zaustavijo tovrstne napade. In zdaj, ko bomo v nadaljevanju v naslednjih slajdih bolj konkretno pogledali določene tipe napadov, jih bomo vedno gledali iz obeh zornih kotov. Se pravi, na eni strani bomo pogledali, kako jih gleda uporabnik in kaj je tisto, kar bi morebiti uporabnik lahko opazil, preprečil in naredil. Na drugi strani bomo pa te iste napade gledali iz oči IT sistemov in se bomo probali naučiti, kaj so tisti razlogi, da IT sistemi ne pomagajo toliko, kolikor bi eventualno lahko pomagali. Okay. Zdaj, napadalci v bistvu pri teh napadih od nas pričakujejo različne stvari. Njihov cilj je različen, od napada do napada. V teh, kateri cilji so in kako na njih reagirati, mogoče malo kasneje, čez nekaj slajdov, najprej dajmo reči nekaj drugega pogledati. Najprej pogledamo, kako napadalci dostopajo do svojih žrtev.
Govorimo seveda o napadih prek elektronske pošte. Ne. In tukaj hitro opazimo eno rdečo nit, to pa je, da v osnovi napadalec vedno želi nas pretentati in prepričati, da je napadalec ni volk, ampak da je to babica. Se pravi, želi nas prepričati, da je on nekdo drug. In da bo najprej temu vprašanju posvetiti malo pozornosti. Obstaja več načinov, kako napadalci to lahko naredijo. V osnovi poznamo dva, sta pojma, ki ste jih mogoče že slišali. Je fino, da ta pojma malo bolj natančno razčlenimo. Govorimo o phishing napadih in o spear phishing napadih. Se pravi, govorimo o načinu, kako napadalec želi pretentati nas, da ne bomo verjeli, da mail ne prihaja od njega, ampak da mail prihaja od nekoga drugega. Pa pogledamo primer phishing napada. To je realni napad, ki se je zgodil februarja. Se pravi, gre za nek masovni mail, poslan naj bi bil iz neke svetovne zdravstvene organizacije. Dober dan, gospod, gospa, prilagamo en super duper dokument, ki govori o novih dogodkih na temo koronavirusa, prosim, preberite si, notri so napotki in bla, 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 bla. Torej, to je phishing napad, klasičen phishing napad. Kaj so karakteristike tazga napada? Napadalec se pretvarja, da je neka legitimna organizacija, da je to svetovna zdravstvena organizacija, da je to Microsoft, da je to PayPal. Skratka, to je način, kako napadalec nas želi prepričati, da mu zaupamo. Zavedati se moramo, da napadalec ni poslal en tak mail, ampak da jih je poslal na stotine, na tisoče, na 100 000. In napadalcu je konec dneva vse kdo nasede. Njemu je važno, da deluje statistika. Recimo, če jaz sem napadalec, pripravim phishing kampanjo, pošljem okoli 20 000 mailov, recimo, da 10% uporabnikov na te maile napačno odreagira. Ja, jaz imam takoj 2000 nekih uporabnikov, ki so začeli odpirati moje file, klikati po mojih lažnih portalih in sem že zelo blizu tega, da bo moja prevara uspela. Ok. Zdaj, kako na te phishing napade oziroma maile lahko gleda uporabnik? Zdaj sem prepričan, da ste o teh že veliko slišali, veliko prebrali in ne bi se tukaj rad ponavljal. Bi pa rad na par stvari upozoril, namreč večina teh napotkov gre mogoče v malo napačno smer, namreč ponavadi mi uporabnika želimo naučiti, kako tehnično prepoznati phishing mail. Pazi na pošiljatelja, pazi na domeno, pazi na uno, pazi na tretjo. To so vse legalni napotki, ki so na mestu, ampak povprečni uporabnik ni tehnik in on enostavno na take nasvete, ko je potrebno, pozabi. Mogoče je fino, da uporabnike začnemo podučevati tudi o netehničnih zadevah. Namreč, kaj pa tisto, kar uporabnik lahko naredi? Ne? Uporabnik recimo pri takih masovnih mailih, dobra praksa je, da se mogoče vedno vpraša, zakaj jaz? Se pravi, dobil sem mail iz zdravstvene organizacije. Zakaj jaz? Kje so zdaj mene najdel, da mi pošiljajo neka navodila, da jaz zdaj to klikam, odpiram in opisujem svoje gesla. Če mi res po domače rečeno matra firbec, kaj vzad stoji, a je to legitimna stvar ali ne, dober nasvet je pogooglaj. Če je res zdravstvena organizacija pripravila neke tako dobre navodila, da jih jaz zdaj moram prebrati, namesto da jih berem preko maila, pogooglaj in če obstajajo, jih boš našel. Enostavno uporabnike treba naučiti, če se vam zdi karkoli čudnega, ne klikati. Better safe than sorry. In kar je posebej pomembno, in uporabniki to dostikrat pozabijo, javite. Če uporabnik leti na mail, kjer mu je nekaj čudnega, ne samo, da na ta mail ne klika, ampak naj javi. Javi v IT, javi na Sicer, javi Vladimirju, komerkoli, samo naj javi. Ok? Kaj pa IT sistemi? Dajmo phishing napade gledati iz stališča IT sistemov. Zdaj, včasih je veljalo, ne? Pa še o tem je marsikdo danes prepričan, da phishing napadi sodijo v, dajmo temu reči, enostavno obvladljiva tveganja. Namreč kaj? Zdaj, če je napadalec res poslal 100 000 nekih mailov, ja, porka duš, potem pa IP naslov, iz katerega je to poslal, ali pa email naslov, iz katerega je to poslal, pa ne nazadnje vsebina tega sporočila bo slej kot prej padla na neko blacklisto in če sem jaz podjetje, ki ima te blackliste urejene, ni hudiča, na ta mail se ne bo ujel in ko bo prišel do mene, bo enostavno moj sistem javil, da je to phishing mail. Včasih je res bilo tako, danes temu ni več tako. Namreč napadalci
začeli bistveno bolj zvito izvajati phishing napade. Phishing napadi ne uporabljajo več enega IP naslova, uporabljajo na tisoče različnih IP naslovov, napadalci menjajo email naslov, napadalci menjajo vsebino sporočila. Tukaj je primer enega napada, ki sicer ni povezan z COVID-19, je pa bil aktualen konec lanskega leta. Napad je bil v Aziji in je zelo zanimiv in zelo tak poučen. Kaj je napadalec naredil? Mislim, da je poslal okoli 50,000 nekih phishing mailov in je želel narediti, da je vsak mail med sabo različen, zato da se ne ujame v črne liste. In je enostavno naredil to, da je skripta pri pošiljanju teh mailov vzela besedilo iz filma Šund, Pulp Fiction, in naključno izbrala neke besede iz tega filma in jih naključno vstavila na različna mesta v mailu, v obliki skritega testa. Tehnično gledano je bil zaradi tega vsak mail različen in tehnično gledano so imeli takrat sistemi podjetij, ki so bili napadeni s tem phishing mailom, zelo pod udarom in so imeli velike težave ta mail zaznati. Okay? Zdaj, kaj pa lahko naredijo IT sistemi? Tukaj, bom rekel, nažalost, ne bomo zdaj šli v podrobnosti, ker s tem bi odprli neko novo tematiko, mogoče je to idealna priložnost, da vas povabim na naslednji webinar, ki bo bolj govoril o tovrstnih rešitvah. Gre za to, da sodobni sistemi delujejo, sodobni sistemi zaznavanja phishing mailov delujejo na popolnoma drugačnih osnovah. Danes moramo spustiti stare sisteme za črnimi listami in začeti razmišljati o sistemih, ki bazirajo na algoritmih umetne inteligence in strojnega učenja. Nekaj več o tem boste lahko prebrali v prezentaciji, ki boste jutri dobili in še več pa odslušali na naslednjem webinarju. Pa gremo mi raje naprej na spear phishing napade. Se pravi, omenili smo phishing napade, pa omenimo še spear phishing napade. Ok, tukaj je primer konkretnega spear phishing napada, izhaja iz 20. marca, mislim, da je bil v Ameriki izveden. Skratka, napad nakazuje kaj? Info enota v podjetju pošilja mail marketingu, živijo. Veš kaj, eden od naših zaposlenih je zbolel za koronavirusom, zdaj smo na hitro sprejeli neke nove ukrepe, nova navodila, prosim, evo, predlagam, preberi in ukrepaj. Zdaj, seveda, ta mail kliče po tehničnih napakah. In bom rekel, nek povprečni IT skrbnik bo hitro ugotovil, da s tem mailom nekaj narobe. Ampak uporabnik tega ne vidi in to moramo razumeti. Uporabnik vidi, to pošilja info točka, oni vedno kaj pametnega pošljajo. Koronavirus, nekdo je zbolel, nove akcije, nova pravila, hitro odpremo, hitro prebrati. Panika. Če primerjamo te napade s phishing napade, obstajajo nekaj pomembnih razlik. V tem primeru se napadalec ne pretvarja, da je neka organizacija, ampak se napadalec se je približal žrtvi. Pretvarja se, da je to nekdo, ki ga žrtev pozna. Nadrejeni, sodelavci, prijatelj in tako naprej. In vedeti moramo, da napadalec v takih napadih ne pošilja na stotine in na tisoče mailov, ampak ponavadi pošilja zgolj nekaj mailov. Bistveno bolj je usmerjen v to, koga želi prevarati. In spet, če bi zdaj rekel, kaj lahko uporabnik naredi? Podobna zgodba, kot pri phishing napade. Postaja cel kup tehničnih navodil, pazi na pošiljatelja, pazi na domeno, pazi na uno, pazi na tretjo. Nažalost, v večini primerov uporabnik tega ne bo opazil. Ima pa uporabnik eno stvar, ki jo lahko uporabi. In v bistvu tukaj not tiči njegova, če temu rečemo, odgovornost. Namreč, če napadalec pošilja spear phishing mail v smislu, kot da ta mail prihaja od tvojega nadrejenega. V redu, napadalec bo mogoče tehnično pretental uporabnika, da mail prihaja res od nadrejenega. Ampak uporabnik z nadrejenim komunicira, ga pozna. Točno ve, na kakšen način se ona dva med sabo pogovarjata. Pozna ton, pozna način naslavljanja, pozna fonte, nekaj pozna. In če temu tako rečem, naloga in odgovornost uporabnika je, da pri takih mailih mora začutiti, da je nekaj narobe. Tudi če ne ve tisto sekunde, kaj je narobe, mora začutiti. In uporabnike lahko podučimo, da če je karkoli narobe, preden klikaš, preden opisuješ, preden zaganjaš, preveri pa na način, da pokliči. Ker če je to nekdo, ki ga ti poznaš, ga vedno lahko pokličeš. In enako kot prej, če nisi prepričan, ne klikaj, v vsakem primeru javi v IT, javi nadrejenemu, nekomu javi, ti, dobil sem en čuden mail, nisem nič kliknil, mislim, da gre za napad. Ok, kaj pa IT sistemi?
Ja, IT sistemi so pa tukaj v malo večjih škripcih. Določene stvari lahko naredijo, pa pogledamo najprej to. Primer, da jaz napadam Janeza Novaka iz domene žrtev.si. Jaz sem zdaj napadalec. Za mene je idealno, da jaz Janezu pošljem mail, recimo iz e-mail naslova it-oddelek@žrtev.si. Če mi to uspe, potem obstaja velika verjetnost, da bo Janez verjel, da ta mail res prihaja iz IT oddelka in bo seveda naredil vse tisto, kar od njega hočemo. Zdaj, gre za dosti enostaven napad in marsikje je ta napad preprečen. In zato mogoče jaz kot napadalec moram obrati malo drugačno pot. To pa je, da v bistvu namesto zares tiste domene od uporabnika, uporabim malo drugačno domeno. Če ste opazili, črka R in T sta zamenjena. Tehnično gledano zdaj pošiljam iz čisto drugega naslova in posledično obstaja večja verjetnost, da bodo sistemi mail spustili naprej. Kar se tiče pa Janeza, je pa v praksi v resnici to isti naslov. Večina uporabnikov te mini spremembe ne bo zaznala. Zdaj, to preprečiti se da in to preprečiti moramo. Napravi, bom rekel, apel vsem IT skrbnikom, prosim poskrbite, da v vašem podjetju so to vrstne stvari preprečene. Se pravi, če prihaja mail iz domene, ki je vaša, mora biti mail uničen. Če prihaja mail iz domene, ki je neregistrirana, ki je neznana, mora biti mail uničen. Nažalost, marsikaj tega nima urejenega, ampak čas je še vedno, da to uredite. Ampak tukaj se žal zgodba ne konča. Ker recimo, če sem jaz napadalec in imam zadosten motiv, rekli smo, da e-mail iz domene žrtev.si zavržemo zato, ker je domena neznana. Ampak če sem jaz napadalec in imam motiv, bom jaz to domeno registriral, tehnično uredil in bom ta mail poslal takrat. In ko jaz to naredim, tehnično gledano, vaš sistem nima več razloga, da moj mail zavrnem. Ali pa recimo, če se vrnem na COVID-19 tematiko. COVID-19 tematika je lahko zadost zanimiva tematika, da se sploh ne rabim ukvarjati z domenami. Vse, kar rabim narediti, je samo lažiram alias. In verjemite mi, da v veliki večini primerov je to zadost. Zadost, da bo Janez pogledal mail, rekel, COVID-19, gremo pogledati, gremo klikati, gremo pisati gesla. In proti takim napadom, proti takim načinom lažiranja, kdo sploh smo, imajo v bistvu današnji varnostni sistemi velike težave. In tukaj se zopet vrnemo, če želimo to izboljšati, rabimo novo generacijo varnostnih sistemov, ki bazira na nekem dinamičnem spoznavanju napadov, na nekem strojnem učenju. Kot rečeno, pustimo to za naslednjo temo. Ok. Zdaj, na kratko smo obdelali phishinge in na kratko smo obdelali spear phishinge. Nekaj smo se naučili glede tega, kako napadalci s pomočjo COVID-19 ali pa brez želijo pretentati uporabniki in najti sisteme, da mail pošilja nek legitimna oseba, legitimna organizacija. Ok. Zdaj pa druga plat medalje oziroma drug del napada pa je, kaj napadalci v resnici potem v teh mailih sploh od nas hočejo. Dajmo še to malo pogledati in bomo še bolj podrobno potem spoznali načine napadov. Napadalci v teh mailih od nas hočejo 3 stvari. Bodi si hočejo gesla, se pravi mail, phishing mail, je na temo, daj prosim klikam, upiši svoje geslo in s tem sem ti ga ukradel in tako naprej. Bodi si napadalci od nas hočejo, da nekaj kliknemo, da nekaj zaženemo, da nekaj inštaliramo, se pravi napad z datoteko, če temu tako rečem, ali pa napadalci enostavno hoče od nas, da naredimo nekaj netehničnega. Recimo banalen primer, so ta scam sporočila, živijo, gospod računovodja, jaz sem tvoj direktor, mudi se, panika je, a lahko takoj nakažemo na ta TRR račun 10 000 evrov. To so nekako 3 smeri, v katere napadalec lahko gre. Pa gremo po vrstici jih malo pogledati. Gesla. Ta naša gesla. Preden začnemo govoriti o tem, kako napadalec bo zdaj nas pretental, da mu geslo izdamo, si dajmo pogledati v zrcalo in bodimo malo samokritični. Namreč, gesla, ki jih imamo, so lahko zelo slaba. Če je vaše geslo password, verjemite, napadalec bo to geslo slej ko prej uganil in mogoče napadalcu se sploh ne bo treba ukvarjati z nekimi phishing maili, z nekimi COVID-19 napadi, ampak bo enostavno geslo uganil. In tukaj
Naj nas ne zavede dejstvo, da imamo v podjetju varnostno politiko, ki pravi, da gesla morajo biti dolga 8 črk, 8 znakov, velike male črke, številke, posebni znaki, ker to samo po sebi še ne pomeni, da so gesla močne. Izkušnje kažejo, da če se lotevamo vgrajevanja gesel, obstaja velika verjetnost, da bomo v malem številu poskusov uvrnili kar nekaj gesel. Pa da ne bomo zdaj kritizirali samo nas uporabnike. Kritika lahko leti tudi na IT sisteme in na IT oddelke, če smem tako reči. Namreč, poprečno slovensko okolje ima na voljo ogromno nekih vstopnih oken, webmail, Spica, CRM, VPN, Office 365, da ne naštevam naprej. Nekako je slovenskim okoljem normalno, da ta okna morajo biti dostopna celemu svetu, ker brez tega se pa ne da delati. In ponavadi v večini primerov so ta okna zavarovana izključno samo z domenskimi gesli. In če je temu tako, potem je povsem normalno, da so gesla tarča napadalcev in da so gesla kot taka lahko zelo nevarna. Okay? Pa poglejmo recimo en primer spear phishing maila, tega sem si pripravil sam. Mail je napisan, kot da ga pošilja oseba, ki je moj nadrejeni, Sergej Cvelfar. Zdaj, če ste pozorni, mail ni prišel iz domene a1.si, ampak je prišel iz domene alo.si, ki je na videz zelo podobna pravi domeni. Mail pa pravi, živo, ti se upravičujem za pozen mail, ampak vlada je sprejela neke nove smernice glede COVID-19, zato smo v podjetju pripravili neka nova pravila, malo se mudi, od jutri naprej ta pravila veljajo, daj prosim nujno poglej, potrdi in gremo dalje. Jaz kot uporabnik, če reče šef, skoči in seveda kliknem in padam na nek lažni portal in tukaj naprej se napad začne. Takoj, ko jaz v ta lažni portal vpišem svoje geslo, je to geslo v rokah napadalca. Zdaj, ponovimo vajo razmišljanja iz phishing in spear phishing mailov, kaj je zdaj tisto, kar uporabnik bi v tej točki lahko naredil. Zdaj, spet bi tukaj lahko začel govoriti, ja, veš, uporabnik, daj prosim, bodi pazljiv na ta okna, preverjaj URL, preverjaj barve in tako naprej, ne? Ampak praksa pokaže, da to žal ni učinkovito. Ne? Mi smo naredili kar nekaj phishing testov pri podjetjih in eno stvar smo opazili, ne? Točka preloma ni vstopno okno, ampak točka preloma mail. Ko mi pošljemo mail, uporabniki razmišljajo, a bi kliknili, a ne bi kliknili. In eni kliknejo, eni ne kliknejo. Ko pa kliknejo, pa statistika pokaže, da velika večina uporabnikov tukaj bo svoje geslo pisala. Se pravi, na nek način bi lahko rekli, da sicer fino je uporabnikov opozoriti, bodi pazljiv, podobno kot pri phishingih, če karkoli narobe, če se ti karkoli zdi čudno, pokliči, preveri in če nisi ziher, ne opisuj, ampak obstaja velika verjetnost, da bo uporabnik, če je že prišel na ta portal, nekaj vpisal. Mogoče je fino uporabnikov opozoriti naslednje, namreč, jaz sem opisal zdaj tukaj not geslo. Okay. To geslo je v tistem trenutku postal last napadalca. Za njega je napad končan. Ima moje geslo. Zame pa ta operacija kot uporabnika ni končana. Jaz sem opisal geslo in jaz zdaj tukaj pričakujem, da se bo nekaj zgodilo. Pričakujem, da bom padel na intranet, pričakujem, da bo tu tisti dokument, ki mi ga je Sergej obljubljal. In v praksi se dostikrat zgodi, da ta zaključni moment napadalec ne naredi do konca. Recimo primer, naredi enostavno tako, da ko bom jaz opisal geslo in mu ga s tem izdal, bom dobil nek čuden error, ali bom pa recimo enostavno preusmerjen na neko spletno stran. Skratka, v praksi vidimo, da se dostikrat šele po napadu zgodi, da uporabnik ugotovi, da nekaj ni bilo v redu. In uporabnike treba naučiti, da v tem primeru niso tiho. Če se ti zdi nekaj čudenega, prosim, ne bi tiho, pa si misli, bom videl, če me bo jutri kdo vprašal v firmi, če ne bom pa raje tih, se zgleda, da ni bilo nič narobe. Ne, takoj poklicati IT. Živo IT, po mojem sem ravno kar naredil eno veliko neumnost, prosim, pomagajte. In to treba uporabnike naučiti. Kaj lahko naredijo IT sistemi? Nekaj smo že omenili, se pravi, IT sistemi lahko, če smo prej kritizirali, da je teh vstopnih oken preveč, lahko določena okna onemogočajo. Tisto, kar tudi lahko naredijo, je, da zožajo nabor uporabnikov, ki ima dostop do oken. Jaz verjamem, da obstaja neka poslovna potreba, da je recimo VPN odprt ali pa CRM odprt,
ampak sigurno ta poslovna potreba ne zajema vseh 700 uporabnikov. Naredite AD grupo in omejite dostop od zunaj do teh vstopnih portalov samo za te AD grupe. Recimo dober nasvet je tudi spremljanje geolokacij prijavi, to se da z različnimi enostavnimi skriptami spremljati, od kje se je kdo prijavlja, recimo, ne vem, tedensko poročilo, vse prijave na naš VPN iz tujine. Na ta način boste mogoče pravočasno in učinkovito zaznali intruderja. Ne nazadnje pa, slej ko prej, temu se ne morete izogniti, če boste puščali svoja okna dostopna iz internet omrežja, boste morali nekega dne dvigniti nivo autentikacije. In to na nivo nekih digitalnih certifikatov, ker dvonivojska autentikacija skoraj da ni nič več boljša od enonivojske autentikacije. To je, kar se tiče gesel. Pa poglejmo zdaj napad z datotekami. To je ta drug pristop, ki ga napadalci od nas ponavadi pričakujejo. Zdaj, tukaj bi lahko veliko tehnično razlagali, kaj to pomeni, kaj v resnici, kar se tiče nekih zlonamernih kod napadalec hoče in kje se te zlonamerne kode se skrivajo. Nekaj tega boste lahko videli v razširjeni prezentaciji, ki vam bomo poslali. Če bi samo na kratko razložil, tehnično gledano so 3 okolja, ki jih napadalec išče. To so virtual basic skripte, to so PowerShell skripte ali pa exe skripte. In to so skripte, ki jih napadalec lahko zažene. Zakaj ravno te? Ker to so skripte, ki se lahko zaganjajo brez posebnih omejitev na praktično vsaki delovni postaji, in to so skripte, ki imajo dovolj močne ukaze, da napadalec lahko doseže tisto, kar doseže. In te skripte se ponovadi skrivajo v različnih datotekah, ki jih dobimo. Mogoče prvi tip datotek, ki so v bistvu nekem, bom rekel, lažni programi, zastonkarski programi, ki so včasih skrivali neke trojanske konje in tako naprej, malo pozabimo, ker so te napadi že malo, bom rekel, izven mode. Bistveno bolj popularni in pogosti so napadi za makrodatotekami, Word pa Excel, in pa napadi s tako imenovanimi dvonivojskimi končnicami, datoteke z dvonivojskimi končnicami, ker tukaj na eni strani, se pravi tukaj napadalec nekako računa, da bo zavedel bodisi operacijski sistem ali pa predvsem uporabnika, da je tip datoteke drugačen, kot se on misli. Se pravi, recimo primer datoteka.doc.js, to je datoteka, to je resnici JavaScript datoteka, in če bo uporabnik zagnal, bo lahko zelo narobe, ampak mogoče pa uporabnik vidi, da je to Word datoteka, to je doc datoteka, jaz se doc datoteka pa ja lahko odprem. Napadalci nam datoteke v elektronski pošti potikajo na 2 načina. Najbolj enostaven je kar s klasičnimi priponkami, živijo, pripenjati datoteko, prosim odprijo. Ali pa ne, posredno preko nekih URL povezav, se pravi, datoteka ni pripeta, ampak se nahaja nekje na neki URL povezavi, ki je vsebovana v e-mailu. Zdaj, preden gremo naprej, takoj nekaj, kar dostikrat vidim na terenu. Ko govorimo o datotekah, to takoj začnemo povezovati z nekimi virusi, malverji in podobnimi zadevami, in seveda prvi odgovor skrbnikov je lahko v redu, super, prav, da si vlada načel to temo, ampak pri nas ni panike, mi imamo dober protivirusni sistem in ta zadeva se za nas nima veze. Ni čisto tako. Pa ne govorim tukaj zdaj o tem, kaj so omejitve protivirusnega sistema in tako naprej, ampak govorim o tipu napada, ki je malo drugačen, kot si ga predstavljamo. Dajmo ga pogledati. Recimo primer napada z priponkom. Tukaj je spet primer enega konkretnega napada, ki se je zgodil nekaj tednov nazaj. Kaj so naredili napadalci? Se pravi, pripravili so mail za italijanske bolnice, napadali so italijanske bolnice, kot da nimajo dovolj svojih problemov že, in so se pretvarjali, da je to mail, ki prihaja iz italijanske vlade, pripravili smo neke nove smernice glede COVID-19, neka nova pravila, prosim preberite in bomo šli tam naprej dalje. Seveda, marsikaj bolnica, marsikaj uporabnikov bolnici je ta mail oziroma to datoteko mrtvo hladno odprlo. Ko se je datoteka odprla, se je pojavilo neko obvestilo, ki ga je pripravil napadalec, in to obvestilo pravi, veš, dokument je bil pripravljen v starejši verziji Microsoft Office, kakor ga imate vi. Če želite videti vsebino, kliknite Enable Content, in ko uporabnik to klikne, je sprožil makro
funkcijo in s tem se je zagnala makroskripta, ki je skrita v portu. To je tista točka preloma, kjer se je zagnalo tisto, kar je napadalec hotel, da se zažene. Ok, zdaj, govorili smo o tem, da protivirusni sistemi nujno nimajo tukaj lahkega dela. Zakaj bi protivirusni sistem imel težavo to zaznati? Govorimo o protivirusnem sistemu, ki se recimo nahaja na email sistemu. Včasih je bila zadeva taka, jaz sem vam poslal mail s priponko, in sem celotno zelo namerno zgodbo dal v to priponko. In zdaj sem upal, da mogoče nima delik dober poštimanga protivirusnega sistema in bo to šlo skozi. Danes je taktika napadalcev malo drugačna. V priponki, v tisti makropriponki, ki jo je nekdo v italijanski bolnišnici odprl, se ni nahajala zelo namerna koda. Ampak se je nahajal samo en mali delček te kode. Tukaj je recimo en primer. Nekaj vrstic kode, ki ne pravi nič drugega, kot ko se zažene makro, beži na ta IP in iz tega IP-ja poberi skripto in se potem ravnaj po navodilih te skripte. Seveda v vsebinskem kontekstu je to zelo namerna akcija, ampak v tehničnem kontekstu to niso zelo namerni ukazi. In obstaja velika verjetnost, da antivirusni sistem to vrstnih ukazov ne bo prepoznal kot zelo namernih. Podobno je, če vas jaz napadam z e-mailom, ker v resnici sploh ne dajem priponke, ampak to datoteko skrijem za nek URL. Živo, pošiljam ti nov pravilnik, na tem linku dobiš pravilnik in ko bom jaz kot uporabnik kliknil, se mi bo v browserju datoteka prenesla. Skratka, gre za isti tip napada, isto datoteko z makrojem vam podtikamo, s tem, da samo prenos je drugačen. Se pravi, v tem drugem primeru datoteka sploh ne gre čez e-mail sistem, ampak gre datoteka čez internet. Se pravi, browser direktno iz interneta povleče to datoteko. Torej, če že bo kateri protivirusni program to datoteko zaznal, bo to zaznal protivirusni program na proxyju ali pa na vašem firewallu. Ampak, če jaz kot napadalec to skrijem v SSL, obstaja velika verjetnost, da vaš firewall oziroma vaš proxy zelo namerne datoteke, tudi če bi jo prepoznal, ne bo videl. Skratka, če tudi govorimo o malverjih in o zelo namernih datotekah, ki se pošiljajo preko pošte, obstaja velika verjetnost, da prva linija obrambe, to so pa antivirusni sistemi na firewallih in na email sistemih, to ne bodo prepoznali kot zelo namerno. In tega se moramo zavedati. Ok, ampak konec dneva imamo še vedno protivirusni program na delovnih postajah in če ne drugega, ko se bo začel zares, bo ta dvignil prah. Ni čisto res, namreč, ker ko se ta zelo namerna kratka koda zažene, napadalec nujno ne poseže takoj po nekih kriptoprogramih in podobnih zadevah, ker bi s tem dvignil alarm na protivirusnem programu, ampak uporabnik oziroma napadalec v tem drugem koraku enostavno na delovno postajo postavi neko enostavno skripto, katere namen je izključno samo deaktivirati lokalni antivirus. In res je, da se jaz tukaj kot napadalec stalno sprehajam po eni tanki liniji, a me bo protivirusni program vseeno zaznal ali ne. Ampak v praksi, verjemite, da je v bistvu prednost na strani napadalca in da če bo napadalec te korake dobro naredil, protivirusni program ne bo zajamral. In če tukaj napadalec uspe zaključiti drugi korak, tukaj se v bistvu, če rečem po športno, odloča tekma. Tukaj boste videli gol ali pa boste prijeli. Ker če napadalec tukaj uspe deaktivirati lokalni antivirus, potem je pa igre konec. Potem pa lahko napadalec na to delovno postajo v miru namesti vso škodljivo kodo, vse kriptoviruse, vse meter preter šele in igre je konec. Kaj lahko naredijo IT sistemi? IT sistemi na napotki bi lahko bili naslednji. Po več koncev napotki grejo. Recimo najprej prva stvar je, zelo koristno je na nivoju poštnih sistemov že v štartu preprečiti določene priponke. Zdaj, jaz verjamem, da to marsikdo od vas ima, ne vem, neke exe, zip in podobne priponke, da so preprečene, ampak tukaj morate biti malo v koraku s časom. Se pravi, ponavadi pozabo na JavaScript priponke, pozabo na
XXE priponke, pozabimo mogoče celo na makro priponke, če jih mi kot podjetje ne rabimo. Skratka, fino je že v osnovi to preprečiti. Druga stvar je, pa spet se vračamo nazaj na ta artificial intelligence, obstajajo sistemi, pa ne bomo danes o njih govorili, ki so mogoče bolj učinkoviti pri zaznavanju tovrstne kode kot neki protivirusni sistemi. Proxy, kakorkoli je proxy preživeta stvar v tovrstnih napadih, načeloma bi pomagal ali pa lahko pomaga. Pomenili smo prej določene korake in smo omenili, da drugi korak pri napadu pomeni, da želi napadalec deaktivirati lokalne antiviruse. To je dokončen razlog, da uporabnikom nikoli, pa prav nikoli ne smemo dopuščati lokalne admin pravice. In pa ne nazadnje, če bi šli v detajle, na nivoju group policyja, lahko veliko tega nastavimo, kar se tiče, kakšne pravice imajo uporabniki pri zaganjanju makroja, kakšne pravice imajo uporabniki pri zaganjanju PowerShella. V tej razširjeni prezentaciji boste imeli nekaj napotkov v tej smeri in so koristni za upoštevati. Zdaj pa, če bi probali dati napotke uporabnikom, je pa tako, zdaj dati napotke uporabnikom glede virusa je malo hecno, namreč zdaj v tehničnem smislu se seveda lahko pogovarjamo, kdaj je virus nevaren. Zdaj bi lahko rekli, dokler je virus v eprovetki, pa dokler imaš zaščitne rokavice, pa dokler imaš neko zaščitno opremo, pa bla, 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 ti lahko to eprovetko gledaš, še lahko celo malo šejkaš, še lahko malo obračaš na glavo in se ti nič ne bo zgodilo. In tehnično je to res. In nekaj podobnega je pri datotekah. Se pravi, marsikaj mi lahko z nevarnimi datotekami delamo in virus se ne bo sprožil. Zdaj, druga plat medalja na sveta pri uporabnikih je, če vidiš nekaj, da je čudenega, se ne dotikaj tega virusa, ne dotikaj se epruvete in isto pri fajlih. Če vseeno pogledamo tehnično, kje so tiste mejne točke, na katere moramo biti pozorni. Recimo, če gledam, prvi klik na spletno stran, tudi če je pripravil napadalec, praviloma ni nevaren. Nevarno postane takrat, ko ta spletna stran od nas zahteva update nekih Adobe Flash playerjev in podobnih zadev. Recimo, zlonamerne datoteke, exe, JavaScript, karkoli, dokler jih downloadamo, stvar ne je nevarna. Nevarna postane, ko jih zaganjamo. Word datoteke, Excel datoteke, te zaradi mene lahko vsebujejo najhujše makroviruse, kar je možno, ampak dokler jaz ne aktiviram makrofunkcijo, načeloma so te datoteke nenevarne. In podobno velja pri PDF. Vemo, da PDF v tehničnem smislu lahko vsebuje exe del programov, ampak ta program se brez ignoriranja alarmov nikoli ne bo zagnal. Skratka, to so tiste mejne točke, ki bi jih morali upoštevati. Ok? Obdelali smo napade z gesli, obdelali smo napade z datotekami, pa mogoče na koncu za zaključek pogledamo še tisti zadnji del napadov, ki smo jih omenili, to so pa navadna prevarantska sporočila. Živijo, dobro jutro, kakšno je stanje na našem računu, lahko plačamo 25.000 evrov danes. Ta ali ne. Gre za klasične direktorske prevare in podobne zadeve in če bi zdaj v tehničnem smislu začeli razmišljati, kaj je tisto, kar mora uporabnik paziti, kaj je tisto, kar mora IT sistem paziti, bi ugotovili, da je ta zadeva zelo podobna phishingom in spear phishingom. Gre namreč za to, da tukaj v tehničnem smislu težko najdemo neke mehanizme, ki bi jih lahko nadzorovali, in gre enostavno za to, da uporabnik, če se ti zdi karkoli čudnega, pokliči, preveri, če nisi prepričan, raje ne klikaj in v vsakem primeru javi. In podobno velja za informacijske sisteme, z klasičnimi pristopi boste težko čez prišli, tisto, kar je potrebno, je zagotoviti osnovne stvari, ki smo jih povedali že pri phishingu, pa pri spear phishingu, in pa zagotoviti neke sodobne sisteme z umetno inteligenco. Mogoče tukaj samo komentar, kaj so se te direktorske prevare in podobni maili razvili. Namreč včasih je bilo tako, da je napadalec hotel v enem koraku rešiti cel svet. Se pravi, ti si dobil mail in je mailu pisal, živijo, jaz sem direktor, tukaj imaš račun, prosim, nujno plačaj, in je ta stvar šla čez ali pa ni šla čez. Danes so napadalci malo bolj prefrigani in nam ponovadi najprej pošljajo nek testni mail. To je primer tazga testnega maila.
kot rečeno, dobro jutro, kakšne stane na našem računu, lahko plačamo 25.000 evrov. Nič ne govorimo o tem, da kam to plačati, nič ne govorimo, v bistvu samo testiramo našo žrtev. Testiramo, ali imamo na drugi strani nekoga, ki se na to odzove, testiramo, ali bojo varnostni sistemi ta mail kakorkoli preprečili, in če bo uporabnik začel z nami neko interakcijo, potem smo lahko prepričani, da bomo v bistvu v nadaljevanju bistveno enostavneje uporabniku potaknili neke prave podatke in bo recimo prišlo do tega plačila in podobnih stvari. Ok, počasi se približujemo koncu. Za zaključek bi mogoče omenil še neko temo, ki bi spet zahtevala v končni fazi ločeno prezentacijo. Naprej to pa je, kaj narediti, če te stvari nismo upoštevali in zares pride do nekih incidentov. Več o tem v razširjeni prezentaciji, ki jo boste prejeli. Mogoče tukaj samo par stvari opozorimo. Kar se tiče uporabnikov, večkrat smo že povedali v današnji prezentaciji, če pride do napada ali pa če vidite, da je v teku napad, javite svojemu IT oddelku, javite svojemu nadrejemu, nekomu javite. Ni dovolj, da vi niste nasedali, pa še naloga je, da javite. Kar se tiče pa IT oddelkov, pa tako bom rekel, mini kritika iz izkušenj. Seveda, IT oddelki dostikrat potem prejmejo neka obvestila o nekih čudnih mailih. Prevelikokrat se ta zadeva zaustavi na tem, da IT oddelek pogleda mail, vidi, aha, to je pa res phishing, in da vse, kar naredi, pošle mail vsem uporabnikom, živo, prosim, ne odpira ta mail, ta je phishing, če je pa slučajno kdo odprl, dajte si prosim zamenjati geslo. In zadeva je za njih končana in to ni prav. Ok. Če pogledamo si za zaključek še en mini filmček in ob tem mini filmčku naredimo povzetek današnjega predavanja. Sekundo, da se mi filmček zažene. Torej, spoznali smo, da so grožnje resnične in grožnje realne. Povedali smo, da COVID-19 pri tem nič ne pomaga, kvečjemu stvari zakomplicira. COVID-19 je povzročil, da so napadalci dobili v roke eno dobro vsebino, s katero lahko samo še hitreje in samo še bolje prevarajo naše uporabnike. Malo bolj natančno smo si ogledali, kakšne vse različne načine prevar poznamo in smo se dotaknili tega, kako lahko posamezne uporabniki ali pa IT sistemi na to vrstne prevare odreagirajo. In upam, da smo pri tem vam karkoli pomagali. Zdaj bi se pa jaz vrnil na vaše vprašanje. Da se popravičujem, ampak jaz ne vidim vaših vprašanj. Ok, evo, stvar rešena. Torej, preletim vaše vprašanja, komentarji so. Zdaj pa eno vprašanje je, če lahko dobimo materijale tega predavanja. Seveda odgovor je ja, kot rečeno, prijeli boste video posnetek tega predavanja, prijeli boste prezentacijo tega predavanja in v tej prezentaciji bo, kot rečeno, malo razširjena, boste imeli nekaj dodatnih podatkov in tudi dodatnih povezav, kjer boste lahko o posamezni tematiki se malo bolj podučili. Vedno pa se lahko obrnete name in vam bom z veseljem pomagal. Recimo, tukaj en uporabnik je zadal zelo zanimivo vprašanje.
dnevno dobivam phishing maile iz raznih domen, na kateri naslov jih lahko posredujem. Zdaj, če ste vi del podjetja, če uporabnik del podjetja, je vedno vaš kontakt za prijavo IT. Če pa niste član podjetja, če ste recimo posameznik, potem pa v vsakem primeru SICERT. Točen naslov vam bom dal v prezentaciji, ampak SICERT je tisti, ki izbira te prijave. In ne jemati to na lahko, se pravi, ja, se kaj bo pa SICERT naredil. Se ne gre za to, da če ste vi dobili zdaj nek phishing, pa niste na njega nasedali, da bo pa zdaj SICERT poklical policijo, pa FBI, pa bojo tega hekerčka lovili. Gre za to, da če boste vi prijavili ta napad, potem obstaja večja možnost, da bo ta napad zaznan in potem bojo ostala podjetja in ostali sistemi pravočasno obveščeni o tem, da je ta napad utekel. Okay? Tukaj vidim še en komentar v smislu, da ste zadovoljni z podanimi informacijami, kar me zelo veseli, in seveda se priporočate, da to vrstne informacije posredujemo še bolj pogosto, zato da nekako ostajamo v stiku. In v bistvu tukaj notri se skriva eno zelo zanimivo in koristno mnenje. Namreč na področju varnosti se situacija zelo, zelo spreminja. In če vi niste up to date, boste kmalu zaspali in ja, zato vam obljubljamo, da bomo s tovrstnimi webinarji, seveda z različno tematiko, na temo varnosti informacijskih sistemov nadaljevali. Naslednji webinar bo po drugi polovici maja, točen datum in točno vsebino boste pa dobili po mailu dosti hitro. Mimogrede, tukaj je tudi en uporabnik omenil, da na SICERT je že posredoval vprašanje, pa ni bilo odgovora. Ja, včasih mogoče kakšna stvar jim tudi uide, ampak nujno vsaka vaša prijava napada, če temu tako rečem, ne zahteva njihovega odgovora, ampak jemljete to, kot da je napad prijavljen. Bom pa jaz za vsak slučaj, če slučajno pošiljate na napačne maile, še enkrat napisal, kateri so tisti pravi maili v SICERT. Mogoče še zadnje vprašanje, ga ravno kar berem. Ja, kaj narediti? Vprašanje se nanaša, v bistvu vprašanje je zelo zanimivo, se pravi, kaj lahko IT naredi, da v bistvu ugotovi, se pravi, dobiš nek indic o napadu in zdaj niti nisi prepričan, se pravi, prepričan si o indicu, indic imaš, nisi pa prepričan, a je zdaj dejansko uporabnik nasedel, če je nasedel, kaj vse je poklikal in v bistvu, koliko daleč je ta napad šel. Ja, tukaj je v bistvu stvar zelo kompleksna lahko, ampak gre za to, da pomembno je, da imate kot IT oddelek vnaprej pripravljene scenarije in vnaprej pripravljene procese, ki si jih morate držati. Obstaja kar nekaj podjetij v Sloveniji, ki vam te procese z veseljem pomaga pripraviti in v bistvu prostora za neko improvizacijo tukaj ni. Tako da več o tem pa spet, mogoče vam bom v to razširjeno prezentacijo podal nekaj dodatnih informacij, mogoče tudi kakšen link na kakšno tako podjetje. Tako da ostalo so pa komentarji bolj v kontekstu strinjanja in dilem, kako ločiti zlonamerne maile in nezlonamerne maile. In v resnici mogoče za zaključek samo še to, da povem, se pravi ponovim, dober nasvet, ni vaša naloga, posebej če ste uporabniki, dokončno ugotoviti, a je mail zlonameren ali ne. Vaša naloga je, da v primeru, če se vam zdi karkoli narobe, ne klikate, ampak preverite in javite. Ok? Tako da, hvala vam še enkrat za pozornost. Upam, da so bile podane informacije dobre, korektne, vnaprej vabljeni na naslednji webinar. Ostanite zdravi, ostanite varni. Lep pozdrav, nasvidenje.
It's